Res je ena, pa zelo neintuitivna in to je, da se fokusirajo na performance marketing. In ko to prvič poveš človeku, se mu zdi zadeva zelo nenavadna, ker ves čas govorimo, da se je treba ukvarjati s performance marketingom, da je treba meriti rezultate. Problem, ki smo ga ustvarili s tem fokusom na performance marketing, je, da se ukvarjamo samo z enim zelo mehkim delom performance marketinga in to je, da nekomu pokažemo oglas, želimo njegov klik in potem želimo transakcije. In vse stvari, ki tega ne zgenerirajo, ocenimo kot slabe in jih probamo zoptimizirati, spremeniti, ugasniti, nehati delati ali pa kakorkoli. S čimer se pa ne ukvarjamo, je pa z grajenjem neke navade, uporabniške, navade nakupne ali pa kakorkoli, da se ne ukvarjamo s tem, a imamo kakšne lastne kanale, ki jih lahko uporabljamo, marketing automation, lahko povežemo recimo vsebine, ki jih uporabniki berejo, s tem, da identificiramo potrebo, ki jo imajo za naše produkte in jim te produkte ponudimo, da se ne ukvarjamo s personalizacijo, predvsem pa, da se ne ukvarjamo s tem, kako izven tega less click performance modela generirati prodajo. Se pravi, velika zamujena priložnost so tukaj trgovci, ki prodajajo zadeve, ki jih jaz na redni bazi rabim. Če vzamemo enega klasičnega retailerja v FMCG grupi, ki prodaja vse od mleka do čipsa do kruha in vseh teh zadev. Jaz vsak teden rabim eno in isto zadevo v eni in isti količini in kupujem jo že zadnjih 5 let in še vedno čakam, da mi bo nekdo ponudil ponavljajoči se avtomatski nakup, ki mi bo iz kartice trgal dol tistih 30 evrov na teden in mi vsak četrtek dostavil domov tiste zadeve, ki jih rabim. Zelo enostavne zadeve, zelo enostavni vzorci obnašanja kupcev, ki jih imamo, ampak mi tega enostavno niti ne prepoznavamo ali pa se trudimo prepoznavati. Tudi tam, kjer pa prepoznamo take vzorce, jih pa ne izkoriščamo. In grajenje teh navad in zank in merjenje tega obnašanja je tista zadeva, s katero se ne ukvarjamo. Vse to je performance, mi smo se pa v želji po hitrem dobičku in hitrih transakcijah in profitabilnosti fokusirali na en zelo mehen del performansa in v njemu biva praktično cela slovenska oglaševalska industrija.